4 ekološke kmetije na različnih koncih Slovenije. Hajdi, pridite, punce, pridite, pridite. Jabolka, žita, zelenjava, mleko. Iz njih pa moke, kosmiči, sokovi, kis, omake, vložene kumare, paprika, pesa, marmelade, sir, kruh. Že mešan kruh, mi mu rečemo kmečki ali domač kruh. Koliko ekoloških kmetij imamo, kaj jih najbolj pesti? Ne toče, ne ostale stvari se nam ne poznajo tako kot suše. Suše so pa v zadnjih letih postale res nevzdržne. Kakšna je torej prihodnost ekološkega kmetijstva in zakaj je za prehransko, podnebno, okoljsko in zdravstveno varnost tako zelo pomembno? Dober dan. Dober dan! Kmetija Podgrajšek v Slovenski Bistrici obstaja že skoraj 200 let in od nekdaj so pogoji tukaj narekovali pridelavo sadja. Od leta 2002 ga pridelujejo po ekoloških standardih, sredi enega od številnih sadovnjakov z jabolki pripoveduje gospodar Marjan. Trend je bil takrat ekološka pridelava in smo se pač odločili, da gremo v ekološko pridelavo. Preusmeritev ni bila lahka, se spominja, a uspešna. Trenutno je nekaj manj kot 7 hektarjev jablane, pa 24 hektarjev nekje je njiv. Kako človek ve, da je to ekološka pridelava? Kaj to recimo pomeni? Če samo po tleh pogledate, vidite, da mulčimo, ni škropiva, oziroma herbicidov, to se vidi. Na jablanah je opaziti sledi letošnje pozebe. Tole je tipični primer pozebe, Tole. A tole? Tole. Ampak to je bilo, ko je dejansko jabolko ostalo gor, Ogromno jabolk je, pa se pogledamo malo, je pa sploh ni, je cvetelo, pa je takrat že pozeblo, Ker pa nas dejansko drugega rečenja, niko ročno rečenje. Kaj je tisto, kar je najbolj zahtevno pri ekološkem kmetovanju? Ja, zdaj le opažamo, če govorimo v sadovnjaku, te pozebe. Vi ste družinska kmetija, Kdo vam pomaga? Ja, sin je doma tudi, partnerca oziroma žena, ona pa še v službi. Oziroma, skoraj si ne znam predstavljati, če bi na začetku, da bi bila oba dva doma. Bi bil, mislim, da preveliki riziko. Hvala Bogu, so stranke, ki rečejo, spoštujemo vas, srečni smo, da vas imamo, Saj to nas pa v bistvu gor drži. Gora, prid! Naprid! 15 krav molznic imajo sešljarjevi iz Izlak. Pasejo se na travniku v bližini domačije, nobenih umetnih gnojil ne uporabljajo. Krave so bolj zdrave, pripoveduje gospa Silva, mleko pa boljšega okusa. Voda prvi, travinja, potem pozim pa samo seno. Dobijo še ekološki ječmen, kot je priboljšek, če imamo, rečemo, jabolka, domača, potem jim dodamo jabolka. Gora, si prišla, prid! Prid! Živjo. Silaža je tista, v kateri vidijo največjo razliko med kmetovanjem po starem in ekološkim. Drugač deluje na samo kvaliteto mleka. In tudi, ko smo začeli delati sir, ko smo še imeli silažo, se je to poznalo. In na samem okusu sira in pa tudi na samem izgledu sira. Z možem sta kmetijo prevzela od pokojnega tasta in tašče, mož skrbi za hlev in za molžo, Silva za sirarno in izdelavo sira. V Sloveniji imamo okoli 4000 ekoloških kmetij. Toliko jih je namreč po podatkih pristojnega ministrstva vključenih v ekološko kontrolo. Skupaj obdelujejo okoli 53 000 hektarjev zemlje, kar pomeni, da je med vsemi kmetijami le 6% ekoloških. Vlada si želi, da bi jih bilo več. Pa se vam zdi ta cilj, torej do leta 2027, povečati število ekološko obdelovalnih površin na 18% realen? Cilj je zelo ambiciozen. Zelo ambiciozen. Mi dobimo toliko in toliko kmetij letno. V letu 2024 100 novih kmetij. Kaj pa je tista ključna točka preboja, da bo ta trend hitreje šel gor, to pa težko napovedujem.
V evropskem merilu smo sicer nekoliko nad povprečjem, na 9. mestu med članicami EU. Vzpodbudno pa je, pravijo na ministrstvu, da več kot tretjino novih ekoloških kmetij vodijo mlajši od 40 let, kar po njihovem odseva, da mladi v ekološkem kmetovanju vidijo perspektivo. Naši cilji so sektor celovito podpirati. Se zavedamo, da dosedanja vlaganja ali pa celotna kmetijska politika, tudi evropska pravzaprav, ki je šla bolj v smer podpore na hektar, se pravi ta neposredna plačila, da to ni dovolj. Obdelujemo vsega skupaj 2 hektara, tako da subvencij je nekako tam okrog 1000 evrov na leto. Pripoveduje Darko Burgar, ki upravlja družinsko kmetijo v Tacnu pod Šmarno goro. Ker so majhni in ker ne redijo živali, izpadejo iz tako rekoč vseh razpisov. Bi si pa državno pomoč želeli pri vzpostavitvi namakalnega sistema. Ker v vrtnarstvu ne rabimo mi nekih velikih namakalnih sistemov. Potem, ne vem, rastlinjaki, mogoče tudi specialna mehanizacija za nas vrtnarje, kjer zaenkrat jaz nisem zasledil še nobenega razpisa, recimo. Take stvari mi pogrešamo, no. Da bi vam država tukaj priskočila na pomoč. Tako. Suše so namreč uničujoče, postale so, pravi Burgar, nevzdržne. Kaj to pomeni konkretno za pridelek, recimo, koliko manj ga je? Recimo na poljih ga je letos vsaj 70% manj. No. Ministrstvo v prihodnje obljublja ciljane subvencije, zdaj pa na leto za subvencije na hektar izplača okoli 15 milijonov evrov. Največ 1200 evrov na hektar za drevesnice, dobrih 1000 za zelenjadnice, dobrih 600 za poljščine, najmanj 150 evrov na hektar za travišča. So zvišali subvencije, ne? To vemo, fejst jih motivirajo, ne? Sprašujem se, zakaj se ljudje toliko ne odločajo. Očitno nekaj sistemsko ne funkcionira prav. Kaj je to, kar ne deluje po vašem? Ja, mislim, da je trg tisti prvi, ki je problematičen, ne? Kmetje ekološki certifikat dobijo po prehodnem obdobju, ki traja 2 ali 3 leta, odvisno od vrste pridelave. Potrošniki pa pogosto ne ločimo med denimo eko in bio. Kakšna je razlika, pojasnjuje profesorica Martina Bavec. Med tema dvema besedama nikakršne, to so samo sinonimi. Za bio in eko torej velja enotna, precej stroga evropska zakonodaja. Ekološko kmetijstvo temelji na naravnih krogotokih in v resnici morajo ekološki kmetje preventivno razmišljati, kaj se lahko zgodi v naslednjem tednu, naslednjem mesecu. Kako bodo torej v danih vremenskih pogojih na naraven način, brez zunanjih posegov, zagotovili stabilen agrosistem, ki bo dal pridelke? S tem so potem povezani tudi višji stroški pridelave. Eko torej stane več. Za primerjavo, kilogram paradižnika za v solato, kilogram belih paprik babur, bučk in zelene solate kristalke pri enem od večjih trgovcev stane nekaj manj kot 10 evrov, na Burgarjevi kmetiji pa med 12 in 15 evrov, odvisno od velikosti solate. Zdaj ima še solato. Na kakšen način deluje vaša trgovina? Naša trgovina deluje na zaupanje. Mi prodajalcev nimamo, stranke same prihajajo, same kupujejo, zberajo, kar pač rabijo, stehtajo na samopostrežni tehnici in tudi sami si plačajo menjalni denarja na mizi. Tako da vse na zaupanje. Izvolijo, vam bom tudi tako postregla z nožem. Hvala lepa. Sešljarjevi različno zorjen poltrdi sir, ki ga izdelujejo tukaj v svoji lastni sirarni, ter maslo iz surove smetane in albuminsko skuto prodajajo doma. Mi smo se kar en čas trudili, da smo prišli na trg, da so nas ljudje spoznali. Zdaj teh problemov pač nimamo več, ne rabimo reklame, zato ker od ust je najboljša reklama. Certifikatu Eko so dodali še certifikat Demeter, ki velja za najzahtevnejšo metodo ekološke pridelave.
Gre za sonaravno metodo kmetovanja, ki upošteva tudi zakonitosti naravnega gibanja zemlje in ritme letnih časov. Najvažnejše pa je, da se stranke vračajo zaradi kvalitete, pa ne zaradi cene. Ker cena je malo višja od drugih ekoloških izdelkov. Koliko prva stane kila sira? Kila tega sira stane od 15 evrov. Tudi Podgrajškovi večino pridelka prodajo na domačem dvorišču. Poleg 3 sort jabolk, topaza, galeval in merkurja, imajo še svojo pirino moko in zdrob, pšenično moko, ovsene kosmiče, ajdovo moko in kašo, pa jabolčni sok in kis ter krhlje. Trgovina je prva, ki nam pač v bistvu proda največ izdelkov, potem so pa šole, vrtci, specializirane trgovine v manjšem obsegu, tudi kakšna zadruga. Kakšna tržnica? Tržnica, absolutno, ja. Za trgovske verige niso zanimivi, ker ne pridelajo zadostnih količin. Prav tako je odkupna cena praviloma prenizka. Cenovno se nismo glih najbolj ujeli. Na ministrstvu pravijo, da je ravno to, premajhna prisotnost na trgu, največkrat zaradi prenizkih odkupnih cen, največji primanjkljaj naših ekoloških kmetij. Nimamo vzpostavljenih verig. Mi imamo zelo veliko primerov, ko se živinorejske kmetije, ki so ekološke, se pa meso, mleko prodaja kot konvencionalno. To je sicer super za potrošnika, ker ima v Sloveniji višjo kakovost, če pač uživa slovensko. Ni pa to dobro z vidika ekološkega kmetijstva, razvoja, ker se ta dodana vrednost, ki bi jo moral dobiti preko trga, ekološki kmet izgubi. In namesto, da bi vsi uvideli, še dodaja Bavec, da sta ekološka pridelava in predelava slovenskih ekoloških surovin naša tržna prihodnost, jo raje plačujemo tujim eko ali pa ne eko kmetijam, ki s tem, ko zagotavljajo velike količine pridelka, veliko lažje pridejo na trgovske police. Zdaj bomo najprej dali 30% kamutove moke, to je polna vredna moka. To je v bistvu najbolj eminentna moka na tržišču, ki je sicer tudi najdražja. Najdražja je mogoče tudi zaradi tega, ker je pridelek manjši. Kamut ni naša avtohtona rastlina, pojasnjuje ekološki kmet Štefan Čebašek, a podučili so se o njegovi predelavi. Kilogram kamutove moke prodajajo po ceni 5 evrov. Pridelek je majhen, vendar tisto malo, kar dobimo, je res kvalitetno. Da me kliče pa komora, kjer kruh vzhaja. Kruha ne pečejo dnevno, pač pa po naročilu za svoje stranke in nekaj tudi za javne zavode. Ko so se preusmerili v ekološko rejo goveda in pridelavo žit, pšenice, pire, ječmena, kamuta, ajde, jih je najbolj zavirala birokracija, pravi Čebašek. Danes ekološke kmete, pravi, zavira tudi to, da se med seboj ne povezujejo. Da kakšne sinergije tukaj ni. Vsakdo vleče na svojo stran, gre za politizacijo. Ker ni povezovanja, ni prenosa izkušenj in znanja, posledično ni delovne sile, se zavedajo tudi na matični zbornici. Tukaj do neke mere tisti, ki lahko sledijo razvoju, si pač pomagajo z raznoraznimi oblikami, bomo rekli, nekih mogoče sodobnejših strojev. Vsi ostali pa poskušajo izračunati, kje in do katere mere bodo širili proizvodnjo, da jo bodo eventualno lahko obdelali sami. Da zanimanje za vse oblike kmetijstva upada, kažejo tudi podatki o vpisu na Kmetijske fakultete Mariborske univerze, razlaga vodja ekološkega študijskega programa Martina Robačar. Smo edini, ki imamo tovrstni študijski program. Pravite, da se je število študentov prepolovilo. Kaj to pomeni konkretno za prihajajoče študijsko leto? Ja, zdaj generalno lahko rečemo ne samo na področju ekološkega kmetijstva, generalno percepcija, kar se tiče tudi družbe, niso najbolj rožnate. Zdaj, če gledamo raziskave po nekih podatkih, 36% potrošnikov ima samo neko pozitivno afiniteto do kmetijstva, medtem ko v drugih državah je pa ta odstotek neprimerno višji. Koliko jih boste imeli v prihodnjem študijskem letu? Zdaj vpisi še potekajo, teh podatkov še zaenkrat ni čisto natančnih. Koliko jih je bilo pa lani? V vseh 3 letnikih lahko rečemo cirka 20 študentov.
Delovna mesta so zagotovljena, še poudarja Robačar, a da bi povečali delovno silo, je nujna sprememba miselnosti. Da se spoštuje hrana, da se spoštuje kmeta in tudi dejansko sprejeti dejstvo, da pač je za nekatere zadeve tudi potrebno delati, ne? Se pravi, da pač ne gre preko digitalizacije, za nekatera dela vedno še potrebno človeška roka in če je to ročno obrano, je tudi kakovost teh proizvodov neprimerno boljša. Na koncu verige smo torej mi, kupci, potrošniki. Potrošniku je pravzaprav največkrat najboljša, najcenejša, ne? Ker pač pogleda ceno. Ne? In ta osveščenost, to je strašno težek trenutek. Kako torej tudi ob dejstvu, da si mnogi hrane po višjih cenah ne morejo privoščiti, ozavestiti in prepričati, da je bolje manj, vendar to kakovostno, lokalno, ekološko in sezonsko. Paradižnik ekološki ne more biti na voljo v januarju oziroma februarju mesecu, ne? Potrošnik, ko se enkrat navadi na ekološko hrano in ko vidi, da je res dobra, pa če se še na koncu prepriča na lastne oči, da je to na tej kmetiji res zraslo, potem potrošniki postopoma tudi takšne izdelke vzamejo za svoje, čeprav so seveda nekaj dražji. Še eno primerjavo smo naredili, primerjali smo cene eko ajdove kaše z navadno, pa eko fižola češnjevca, ovsenih kosmičev in testenin iz čičerike. Na grafiki vidite, da so eko izdelki dražji. Država bi lahko za večjo dostopnost do ekoizdelkov poskrbela z ničelnim davkom na dodano vrednost, kar ponekod po Evropi že poznajo. Za vrtce, šole, bolnišnice, domove za ostarele bi lahko povišala zakonsko določen odstotek ekološke hrane. Z akcijami na terenu pa bolj osveščala. Dejansko z vnosom ekološke hrane največ prispevamo za svoje zdravje in če bi se vsi zavedali zase kot za svoje otroke, bi več kupovali ekološko hrano, ker ta hrana ne vsebuje pesticidov, gensko spremenjenih organizmov, je ena najbolj zdravih variant prehranjevanja. No, a ste zadovoljni? Tako je prav. Nove rjuhe za naše krave.